Minuli petek sem se vračal iz Španije z ene izmed mednarodnih avtomobilskih premier. Tam smo novinarji od zgodnega jutra testirali avtomobile in skrbeli za video produkcijo, popoldne pa je sledila pot proti domu. Na brniško letališče smo prispeli šele nekje okoli 11. ure zvečer in tako sem že kar pošteno utrujen sedel v avto in se po avtocesti odpeljal proti domu. Nato pa se je zgodilo tole. K sreči sem si jaz zdaj to zgodbo izmislil, ampak je pa seveda takšen slučaj zelo realen, verjeten in žal tudi kar precej pogost. No in če se jaz ob tem posredovanju emergency assista ne bi predramil, bi ta T-Roc začel s samodejnim zaustavljanjem. Avto bi vklopil smerokaze, nato pa bi zapeljal najprej na desni vozni pas, nato pa še na odstavni pas, kjer bi se dokončno zaustavil. Poklical bi na pomoč, sporočil lokacijo in odklenil vrata za potrebe morebitnega reševanja. Po mojem mnenju je to zelo velik varnostni korak, tudi z vidika zakonodaje. Stara pravila so namreč zahtevala, da mora biti voznik edini, ki odloča o smeri vožnje, saj tehnologija senzorjev še ni bila uradno potrjena kot dovolj zanesljiva za samostojno menjavo pasu brez tveganja za nalet. In to je veljalo tudi za kritične situacije. Z novo posodobitvijo mednarodne regulative na nivoju Evrope pa so sistemi, kot je Volkswagenov Emergency Assist, dobili zeleno luč. Če avto zazna, da voznik ni več sposoben upravljanja, zdaj s pomočjo radarskih izračunov varnostne razdalje samodejno in varno umakne vozilo iz prometa, namesto da bi se nevarno ustavilo sredi voznega pasu. Takšni napredni asistenčni sistemi so tako eden najmočnejših členov sodobne avtomobilske tehnologije in tudi eden najmočnejših členov druge generacije Volkswagenovega modela T-Roc. Ampak pri tem ne gre samo za emergency assist oziroma zaustavitev v sili, ampak tudi za, na primer, prediktivni tempomat, ki deluje praktično brezhibno in se prilagaja tudi zavojem in kakšnim križiščem, pa na primer odlične matrične žaromete, ki zelo prav pridejo ponoči. Torej v tem avtomobilu je ogromno napredne tehnologije, pa čeprav ga ne najdemo v kakšnem premijskem segmentu. Še preden pa se lotimo vseh ostalih lastnosti, pa kratko povabilo, naročite se na naš YouTube kanal za več zanimivih avtomobilskih vsebin. Zdaj pa gremo na vožnjo. T-Rocu ste namreč očitali, da je eden tistih avtomobilov, ki so se podražili. Ampak potrebno je razumeti, da ta avto ne zagotavlja gole, racionalne mobilnosti, ampak je eden tistih avtomobilov, ki želijo ponuditi nekaj več, sploh v tej svoji drugi generaciji. Za začetek so se poslovili vstopni bencinski trivaljniki, pa ročni menjalnik, ekologija pa je prinesla še blage hibride. Tako zdaj vozim T-Roca z 1,5-litrskim bencinskim štirivaljnim motorjem, ki ima 110 kW moči, podpira pa ga blago hibridna tehnologija. Ta 48-voltni hibridni sistem ne zmore voziti samostojno na elektriko, ampak poskrbi le za skoraj nezaznavno ugašanje in prižiganje bencinskega motorja, ki nam omogoča tisto jadranje, torej ohranjanje inercije, in to se dogaja kar pogosto, poglejte med vožnjo, ko lahko tako na zaslonu spremljamo, da nam vrtljaji motorja padejo na ničlo. In to učinkovito ohranjanje inercije poskrbi tudi za ugodno porabo goriva. In koliko znaša ta poraba?
Na našem normnem krogu sem pri mešanem ciklu zabeležil podatek 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je za križanca teh dimenzij, tega segmenta in s turbobencinskim motorjem popolnoma ok. Za še nekaj litrov manjšo porabo pa čakamo na Volkswagenovega pravega samopolnilnega hibrida, ki ga ta proizvajalec še pripravlja. No, ta polnopravni hibrid bo pričakovano najbolj učinkovit v mestu, na regionalkah, no, kjer pa je že zdaj ta avto izjemno vozniško prijeten. In na ta način to vse skupaj zelo dobro podpira natančno in odzivno krmiljenje ter podvozje, ki je za moj okus bolj športno kot pa udobno. Pa čeprav v tem primeru ne vozim avtomobila, ki bi imel tisto odlično Volkswagenovo DCC podvozje, ki ga lahko po želji prilagajamo. Dinamično vozno izkušnjo pa na koncu zaokroži še menjalnik DSG, s katerim sam v športnem načinu zelo rad prestavljam kar ročno. Zakaj? Ker je super. K tej čvrsti vožnji veliko pripomorejo tudi ta res ogromna, kar 20-palčna platišča in moj nasvet je, da jih mogoče ne izberete, če si želite bolj mehko, bolj balonasto vožnjo. In v tem primeru bo morda malo manj smiselna tudi izbira te dinamične športne zunanjosti, ki pritiče športnemu Airline paketu. In kaj je še ena izmed pomembnih Volkswagenovih prednosti? Tukaj v notranjosti je zelo domače. Pa ne samo za nas novinarje, ki preizkušamo številne različne avtomobile, ampak nasplošno je tukaj notri po evropsko domače. Čeprav je večina funkcij na voljo tukaj na tem velikem osrednjem zaslonu, je upravljanje zelo enostavno in intuitivno. No, jaz je vedno tukaj najraje nastavim ta velik Googlov zemljevid, so pa zdaj v avtomobilu te Googlove storitve postale še boljše, ker lahko po novem uporabljamo Gemini umetno inteligenco, ki govori slovensko in slovenščino tudi zelo dobro razume. Hej Google, ali me lahko pelješ do ene zanimive zgodovinske znamenitosti tukaj v okolici, za katero misliš, da bo mene zanimala? Glede na to, da si v okolici Škofje Loke, ti priporočam obisk Loškega gradu, ki je le dobrih 2 kilometra stran. T-Roc je tukaj na sredinski konzoli dobil tudi ta zdaj za Volkswagen že kar značilen vrtljivi gumb, s katerim lahko zelo enostavno nastavljam glasnost, če pa ga pritisnem, pa pridem do bližnjice voznih programov, kar je zelo priročno in dobrodošlo, ko moram recimo pred kakšnim dinamičnim cestnim odsekom na hitro prestaviti vozni način. Jaz bi si sicer želel, da bi Volkswagen sem na sredinski gumb dodal še kakšno funkcijo, naprimer, da bi tukaj lahko zamenjal tudi radijske postaje ali pa da bi uravnaval recimo temperaturo klimatske naprave. Nikakor pa ne mislite, da bi bila dobra ideja, da imamo tukaj vse funkcije tega osrednjega sistema, namreč ta varianta se je naprimer v Mazdi izkazala za neravnost obupno. Pokažem pa vam še 3 zelo opazne novosti. Prva je povratek fizičnih gumbov sem na volanski obroč, kar seveda pozdravljamo. Druga novost pa je ta, da je armatura po novem oblečena v takšno tekstilno oblogo, ki je zelo mehka in prijetna na otip, deluje zelo toplo. Še ena njena prednost pa je ta, da je po njeni zaslugi zdaj v sončnih dnevih v vetrobranskem steklu manj bleščanja. Po zaslugi tretje novosti pa iz T-Roca zdaj malo drugače izstopamo. Poglejte, kako je po novem videti ta kljuka na vratih, malo drugače jo uporabljamo. Jaz sicer ne vem, zakaj moramo imeti kljuko takšne oblike, ampak moti me pa ne. So mi pa pri Volkswagenu povedali, da je na ta način ta vratna obloga zdaj še bolj prečiščena. Poglejmo še na zadnjo klop, kjer se za avto tega segmenta povsem spodobno sedi. Jaz, ki imam 175 cm, imam ob svojem vozniškem položaju še kar dosti prostora za kolena, tudi po višini ga imam še dovolj. Vsekakor pa to ni tisti pravi družinski prostornež. O tem priča tudi
Prtljažnik, ki je s 475 litri prostornine, poglejte, povsem zadovoljiv, ker precej je globok. No, ampak kljub temu, v tem avtomobilu bosta najbolj uživala voznik in njegov sopotnik. In tako te ugotovitve skupaj z zelo logično vsebino zaokrožujejo dinamično in atletsko podobo tega avtomobila, ki nekako pelje Volkswagen v novo dobo. Kot kaže, se nam za dobrobit evropske avtomobilske industrije, kljub močni konkurenci, zaenkrat še ni treba bati. Več o dizajnu, prihajajočem hibridnem pogonu, štirikolesno gnani in športni različici R pa vam ponujamo še v 2 ločenih prispevkih. In mimogrede, obiskali smo tudi T-Rockovo tovarno na Portugalskem.